Pozdravljeni vrtičkarji, danes bom obrezal še moško rastlina kivija, sorta Tomuri, ki služi izključno za opraševanje ženske rastline. Moška rastlina seveda ne rodi, podobno kot pri ženski jo režemo na šparone, ki bodo cveteli. Tu se bodo razvili samo moški cvetovi in pa na čepe, kjer bomo dobili šparone za naslednje leto. Pri moški rastlini seveda režemo bolj drastično, pustimo za rezervo dva šparona, ki bosta cvetela, in pa 2 do 3 čepe za rezervo, kjer bodo v letošnjem letu potem zrasli šparoni za naslednje leto. In samo te dva načina puščamo pri moški rastlini, ki pa jo lahko po cvetenju tudi skrajšamo, da nam ne jemlje prostora. No, tule vidimo šparon lanskega leta, ki se je obrastel z mladikami, ki so cvetele. To seveda v celoti izrežemo iz rastline, ker vidimo tukaj že starejši les, lahko izrežemo vse skupaj v celoti, tega ne rabimo več. Tule vidimo, da na dvoletnem lesu izrašča en močan enoletni poganjek, tega bomo pustili in samo prikrajšali. Za rezervo bomo pustili še en šparon, to bo kar tale, ki ravno tako izrašča iz dvoletnega lesa. Tega bomo odstranili, ker ga ne rabimo. Potem pa moramo določiti samo še 2 čepa. En bo kar tule. Tule tudi vidimo cvetoč poganjek, ki je rodil, oziroma ki je cvetel, ne rodil v prejšnjem letu. Za rezervo bomo še tukaj prikrajšali. Bomo imeli še en čep, če bo slučajno kakšna pozeba. Tole zgoraj bomo pa v celoti odstranili. Tako, rastlina kivija sorte Tomuri, ki nudi za opraševanje ženske rastline, je sedaj obrezana. Pustil sem 2 šparona, ki bosta kasneje cvetela. Te šparone lahko po cvetenju tudi kar pokrajšamo, zato ker potem ne služijo več ničemur. Tule sem pustil 1, 2, 3 čepe za rezervo, 4. Če bo slučajno kakšna pozeba, jih lahko tudi kasneje skrajšam. Vedno se je dobro pustiti nekaj rezerve, še posebej, če smo v bolj hladnih krajih. Tako da nam ne bo potem les, ki ga rabimo za naprej, slučajno pozebil. Se pravi, da ne bodo čepi pozebli, ker sem jih zdaj prikrajšal. Kar se tiče rezi sorte Tomuri, je sedaj končana. No, vse skupaj izgleda kar preveč obrezano, bi marsikdo rekel, vendar je kivi potrebno tako obrezati, da ne bomo dobili preveč lesa in da ne bo vse skupaj pregosto. Tako bomo dobili na ženski rastlini kakovostne plodove, ki ne bodo preveč izčrpali rastline. Plodovi bodo tudi debelejši, večji in seveda okusnejši in kvalitetnejši. Če so vam nasveti na Zelenem svetu všeč, vas vabim, da se prijavite na redne tedenske novice portala Zeleni svet, tako boste redno obveščeni o rednih vrtnarskih opravilih. Moje ime je Brezovec Primož, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.